Drugi ukrep, ki je pomemben, pa so boni na področju turizma, ki bodo namenjeni vsem prebivalcem Republike Slovenije, in sicer za osebe starejše od 18 let te osebe bodo prejele 200 evrov, mlajši pa po 50 evrov. Storitve se nanašajo na nastanitve in nastanitve z zajtrkom, ki jih nudijo hoteli, počitniški domovi, kampi, turistične kmetije in vsi ostali podobni nastanitveni obrati za kratkotrajno bivanje. Bon lahko državljani vnovčijo do 31. decembra letos. FURS pa bo v 8 dneh od predložitve bona povrnil znesek 50 oziroma 200 evrov ponudniku storitve. Višina državne pomoči s turističnimi boni je ocenjena na 345 milijonov evrov, vendar je tukaj potrebno poudariti multiplikativni učinek oziroma dodatno potrošnjo v turizmu, ki jo bodo izvajali dopustniki in bo imelo to koriščenje bonov vpliv še z dodatnimi 172 milijoni evrov, zato ker bodo pač dopustniki na teh lokacijah trošili za tisto, kar bon ne pokriva. Ali bo možno unovčevati bone, če boš rezerviral dopust prek Bookinga ali Airbnb-a, teh recimo platform, potem še, ali bo spreminjanje cen dovoljeno zdaj, ko bodo boni v obtoku, torej ponudnikom, ali se bodo te cene zamrznile, se pravi, da ne bo nekega oportunizma to zadevno, pa tudi, kako boste preverjali zlorabe, ali so možne zlorabe, ste kaj preučili možnosti in ne nazadnje tudi, ali bomo morali cel bon izkoristiti pri enem ponudniku, ali se bo ta znesek sešteval, recimo bomo šli za 2 dni v kemp, potem za 1 dan v apartma in tako naprej. Vam lahko potem še. Če začnem od zadaj, kar sem si zapomnil najlažje, cel bon bo potrebno izkoristiti pri enem ponudniku, nobene ovire ni, da vi rezervacijo dopusta izvedete preko bilo koga, je pa potrebno to nočitveno storitev plačati z bonom direktno tistemu, pri katerem boste dopustovali. To je tudi odgovor agencijam, ki sprašujejo, ali bodo lahko pri tem delu sodelovali. Bolj natančno bomo te zadeve opredelili v uredbi, ki bo spremljala zakon. Še enkrat, samo storitev nočitve z zajtrkom bo vsak posameznik plačal na licu mesta pri komer dopustuje. Rezervacija se bo lahko izvršila drugje in tukaj ne bomo preprečevali ničesar nikomur. Ko ste pa govorili o cenah, pa je potrebno povedati, da verjamem v trg in verjamem, da se bodo ponudniki turističnih storitev potrudili za to, da pridete k njim, in tej luči gledam tudi na to, da verjamem, da bodo imeli letos dobro cenovno politiko. Pa če še eno stvar ponovim ali pa poudarim iz prejšnjega dela, v dilemi med tem, ali podaljšati pač čakanje na delo za dalj časa na eni strani in omogočiti, da ta enak strošek damo ljudem, da ga uporabijo, smo se odločili za to, da turistično gospodarstvo zaženemo na način, da bodo ljudje pač ta denar potrošili pri nas, kajti prepričani smo, da, ker veste, da je 72 ali pa čez 70% našega turizma pred krizo slonelo na prihodih tujih gostov, da se s 1. junijem, kljub vsemu, da bomo meje odprli, pa lahko o tem kasneje tudi kako rečemo, ne bodo zadeve v številčnem smislu zgodile čez noč, zato je bilo potrebno vsaj za junij še v turizmu podaljšati ta ukrep čakanja na delo. Podjetja se bodo pa sama odločala, na kak način bodo potem v nadaljevanju koristila te ukrepe države. Po 1. juniju pa ostane to, kar je minister Cigler Kralj napovedal, se pravi inštrument skrajšanega delovnega časa.
Mogoče še ta del o zlorabah, kako boste to nadzirali? Vsak bo uveljavljal svoj bon, svojo davčno številko. Tukaj mislim, da je situacija najbolj čista. Podjetniki bodo refundirali teh 200 ali pa 50 evrov pri finančni upravi Republike Slovenije, tako kot sem povedal, v 8 dneh. In pa še zadnje vprašanje, prenos med družinskimi člani, mogoče še kaj o tem? V tem trenutku je ta zadeva pač narejena na način, da jo bomo podrobno opredelili v dodatnih uredbah za zakon in verjamem, da bo v okviru tega, kar ste vprašali, to mogoče. Kdaj bodo boni za turizem izdani in v kakšni obliki? Od kdaj naprej jih bo mogoče koristiti? Bodo morali v primeru storitve polpenziona ponudniki odšteti večerjo? Boni ne bodo natisnjeni, bodo v elektronski obliki oziroma bone bodo bomo uveljavljali skozi davčno številko pri ponudniku storitev. Boni bodo veljali od 1. junija dalje, ko bomo, če bomo ta zakon sprejeli v parlamentu. In tretje vprašanje je bilo? Če bodo ponudniki odšteli večerjo v primeru storitve polpenziona. No, še enkrat da poudarim, zakaj smo se odločili za nočitev in nočitev z zajtrkom. Zato, da pridemo do tega multiplikativnega učinka, da turisti, ki nekam pridejo, pač potrošijo svoj denar tudi izven turističnih rezortov ali pa v njih. Se pravi, če bodo želeli imeti kosilo in pa večerjo, bodo to morali plačati iz svojih sredstev. Predvsem pa si želim, da bi nam letošnje poletje kljub vsem problemom, ki jih imamo, ostalo v lepem spominu tudi zaradi počitnic, ki jih bomo naredili ali pa imeli doma. Zato za konec apeliram na državljane, izkoristimo naše danosti in podprimo slovenske ponudnike turističnih storitev. Od tega bomo imeli vsi zelo veliko. To naj bo odraz in obraz naše nacionalne identitete.